Povsod to vidite. Vloži v ta žeton ali projekt za 100-kratne donose. Influencerji, mediji so polni tega. Ampak zlato pravilo je, da se vedno naredi lastno raziskavo, nikoli ne vlagati samo na podlagi mnenj, sploh pa ne na podlagi mnenj medijev in influencerjev. No, tokrat imate srečo, ker v tem videu vam bomo pokazali točno to, kako narediti lastno raziskavo kriptožetonov s potencialom za 100-kratne donose. Lep pozdrav in dobrodošli v seriji, kjer popolnim kriptozačetnikom pomagamo pri razumevanju kripta. Če ste novi tukaj, smo pokrili že kar nekaj vsebin, kot je na primer izdelava naložbenega načrta. Podrobno smo se spustili tudi v metode investiranja, kot so HODL, DCA, inteligentni portfelji, staking in swing trgovanje. Tako da predlagam, da si ogledate tudi te videe. Obeta se tudi ogromno drugih videov, ki bodo pomagali vam, kriptozačetnikom, da se boste lažje znašli v kriptosvetu, zato se kar naročite na naš kanal Kriptomat Slovenija in nastavite obveščanje, da slučajno ne boste kakšnega zamudili. Tako, zdaj pa si poglejmo, kako najti svoj naslednji kriptokovanec s 100-kratnim potencialom. Skrbno raziskavo, premišljenimi naložbami, odločitvami in dobrim upravljanjem tveganja lahko povečate svoje možnosti za uspeh. Prvi, zelo pomemben korak je, da preverite moč ekipe za razvojem žetona. Kdo stoji za tem? Kakšne izkušnje imajo? Kaj so delali prej? Ponavadi so podatki o ekipi na spletni strani, ampak tukaj se vaša raziskava ne sme končati. Preveriti je treba njihovo zgodovino in dobro mesto za to je LinkedIn. Nato je dobro opraviti tudi Google Search za vsakega člana in skrbno prebrati vsebine, ki vam jih ponudi, ali so to novice ali pa mnenja na kakšnih forumih. Zadnje čase se pojavlja tudi trend, da je ekipa za kriptoprojektom neznana in ni možno najti nobenih podatkov o njej. To očitno poskušajo posnemati Satoshi Nakamoto stil, kjer, kot vsi vemo, je avtor za Bitcoinom neznan. Čeprav ne vidim napake vlaganja v te projekte, je pri teh treba biti res pazljiv in vlagati denar, ki ga res lahko pogrešaš, in to je drobiž. Naslednji korak je, da preverimo uporabnost ali inovativnost projekta. Ali žeton rešuje resnično težavo, ali ponuja edinstvene funkcije, ki ga izločajo iz konkurence. Lahko opazite en žeton, ki rešuje nek problem in je res inovativen, a za vogalom se lahko že pripravlja nov projekt, ki bo lahko ta problem še bolje reševal. Ima večjo skupnost in večjo marketinško pokritost, kar nas vodi do naslednjega koraka, in ta je konkurenčna analiza. Raziščite druge žetone, ki ponujajo podobne storitve ali rešitve. Kako se vaš žeton primerja z njimi? Je ta žeton res boljši? Ima boljši potencial od konkurence? Torej, trenutno konkurenčno stanje vas je prepričalo in ste vložili v ta žeton, ampak vaša raziskava se ne konča tukaj. Neprestano je treba spremljati kriptotrg, če se morda pojavljajo kakšne druge novosti, kakšne druge boljše rešitve na ta problem. In če slučajno se, je potem treba sprejeti odločitev, kaj storiti, vložiti v drugi, boljši projekt ali vztrajati pri trenutnem. Tukaj predvsem vidim ogromno napak pri kriptozačetnikih, ko se dobesedno navežejo na nek žeton, ne spremljajo konkurence in nato njihove naložbe dobesedno poniknejo s projektom vred. O tem čustvenem navezovanju in kako ga preprečiti smo tudi naredili video, ogledate si ga lahko s klikom na povezavo tukaj zgoraj. Naslednji pomemben korak je, da preverite skupnost, ki podpira ta projekt in kakšna je njena aktivnost. Je morda za projektom kakšen pomemben investitor, kakšni pomembni partnerji morda? To z lahkoto preverite preko enostavnega Google Searcha. Treba je preveriti tudi njihova socialna omrežja, koliko je sledilcev, v
kolikšni količini se tile sledilci udeležujejo debat in komentirajo objave, kakšni so tile komentarji. Ja, nekateri se poslužujejo tudi takih trikov. Na srečo se tudi to hitro opazi, če se recimo pod objavo pojavijo kakšni komentarji, ki so izven konteksta ali pa v drugih jezikih. Na to je dobro, da se prepričate, ali lahko žeton enostavno kupite in prodate, kadarkoli želite. Mnogi taki projekti ponujajo tudi staking, kjer zaklenete svoje žetone in na to dobivate obresti. Tudi video o stakingu smo že uredili, kaj to je, njegove osnove, načela, prednosti in slabosti. Ogledate si ga lahko s klikom na povezavo zgoraj. Problem stakinga, sploh pri kakšnih ICO-jih, je točno v tem, da se zaklene žetone in jih za določen čas ne morete prodati. Zato morate tudi res pretehtati to odločitev, ali boste žeton stakali ali ne, ker marsikdo ga ne bo. In ko se bo zgodil kakšen sell the news event, recimo kotiranje na kakšni pomembni menjalnici, ga lahko ti ljudje, čim dobijo priložnost, prodajo in rezultat je lahko posledično velik padec v ceni. In na to je tukaj še zadnji, ampak po mojem najpomembnejši korak, in ta je preverjanje ključnih lastnosti projekta. Podrobno je treba preveriti white paper, spremljati tudi kakršnekoli spremembe na njem. Osnutek neke ideje na ponedeljek se lahko skozi teden tako spremeni, da če morda manjkaš vmes, na petek te ideje lahko ne prepoznaš več. To je sicer čisto običajno, ampak ključni element tega je zvestoba projekta do originalne ideje. Potem je treba tukaj preveriti, če ima kriptoprojekt morda kakšen audit ali revizijo, kar lahko poveča zaupanje vanj. Revizije ponuja več podjetij, najbolj zanesljivi so iz strani Certic. Ta dokument je treba tudi zelo skrbno pregledati, saj revizija ponuja tudi vpogled v programsko kodo projekta, njene lastnosti, če morda vsebuje kakšna stranska vrata ali če je možen rug pull in če morda obstajajo kakšne druge nevarnosti. Potem je tukaj marketing, zelo pomembna točka. Kakšen marketing ima ta projekt? Koliko denarja je vloženega v marketing? Ali ta marketing dosega svoje cilje? Marketing je izredno pomemben, ker precejkrat se lahko zgodi, da je projekt izredno dober, ampak nima dobrega marketinga ali pa le-ta ne dosega svojih ciljev pri prepoznavnosti tega projekta, morda ne pritegne dovolj pozornosti. Tako, zdaj vemo, kaj vse moramo gledati, kaj in kako spremljati in kakšne odločitve moramo sprejemati. Zdaj pa si dajmo ogledati, kako najti svoj naslednji kriptožeton s 100-kratnim potencialom. Ena od metod je, da ste v projektu udeleženi že od samega začetka, torej preko ICO-ja. Za tiste, ki morda še ne veste, ICO je kot neke vrste predprodaja žetonov začetnim investitorjem. Na nek način tudi ime samo že pove, Initial Coin Offering, torej začetna ponudba žetonov. Nekaj podobnega tudi že poznamo v delniškem svetu kot IPO oziroma Initial Public Offering. V tem procesu razvijalci projekta predstavijo svojo idejo in rešitev na problem in obenem ponudijo določeno število žetonov v predprodaji z namenom zbiranja kapitala za razvoj projekta. Tukaj so zelo pomembne točke, ki jih je treba upoštevati. V to se res ne vlaga drugega kot drobiž oziroma zneske, ki jih res lahko pogrešaš. Druga zelo pomembna točka, ki jo je treba izpostaviti, je, da se teh žetonov ne more prodati vse do takrat, ko začne kriptoprojekt kotirati na kateri izmed menjalnic. Torej, udeležba pri ICO-ju je en način, kaj pa, če hočete recimo vložiti v kakšen že uveljavljen kriptoprojekt. Tukaj je treba poiskati kriptožetone z nizko tržno kapitalizacijo in velikim potencialom za rast. Za preverjanje tržne kapitalizacije
kapitalizacije pa je najboljši coinmarketcap.com. To je zelo pripravno orodje, kjer lahko žetone segmentirate po kategorijah in na to razporedite glede na njihovo tržno kapitalizacijo. Dobro je tudi preveriti, na katerih menjalnicah kotira, če te sodijo med bolj uveljavljene ali morda nekatere bolj neznane. Seveda je dobro tudi preveriti njihovo gibanje cene, kakšno je. Če vidimo velika nihanja v gibanju cene, velike rasti in na to globoke padce, to nakazuje na možnost pump and dump sheme in tega se je dobro izogibati. Dobro je tudi imeti znanje o določenih vzorcih v gibanju cene, na podlagi katerih lahko določimo, ali ima ta kovanec potencial za rast ali padec. In seveda so na to tukaj še meme kovanci, ne smemo jih pozabiti. Kaj je meme? To na nek način že ime samo pove. To je igra, loterija. Kovanci, ki nimajo nobene posebne namembnosti, so pa izredno priljubljeni, ljudje si jih želijo in posledično jih tudi trg ponuja vedno več. Dobri primeri so recimo Dogecoin ali Shiba Inu in Pepe. Pri teh kovancih se ponavadi spremlja podporo skupnosti, ki je za njimi, je pa treba opozoriti, da so to izjemno riskantne naložbe. Vanje se nikakor ne meče življenjskih prihrankov, ampak samo drobiš. In smo končno pri koncu, kar precej stvari, ampak kljub temu nam jih je uspelo pokriti v manj kot 10 minutah. Kot ste opazili, ta naloga zahteva ogromno raziskav in predanosti tako na samem začetku, da se sploh odkrije kakšen kovanec s takim potencialom, kot tudi potem, ko ga je treba spremljati. In to so inteligentni portfelji. Inteligentni portfelji se prilagajajo sami glede na dogajanje na kriptotrgu. Kriptomat vam jih ponuja kar precej, primerni so tudi za vse tipe vlagateljev, zato vsekakor priporočam, da obiščete spletno stran preko povezave v opisu ali pripetem komentarju. Lahko tudi poskenirate tole QR kodo in si jih ogledate. Upamo, da smo vam odgovorili na večino vprašanj, če pa ostaja morda še kakšno, ki je pomembno za vas, nam kar napišite spodaj pod komentarje in z veseljem bomo odgovorili nam. Vsekakor bi vam v ta namen tudi predlagal, da se naročite na webinar, ki je za vas popolnoma brezplačen. Ta webinar se še bolj poglablja v svet investiranja, predstavlja težave začetnikov in ponuja tudi rešitve. Poznaš morda še koga, ki je komaj začel z vlaganjem v kriptosvet? Deli ta video z njim, da mu bomo skupaj tako pomagali pri boljših naložbenih odločitvah. V naslednjih videih bomo še bolj razkrivali, kako prepoznati, ali je projekt vreden zaupanja ali je potencialna prevara. Prikazali bomo tudi proces shranjevanja kripta na hladno denarnico in obetajo se tudi videi o zelo pomembnem vprašanju. Kaj je denar? Ne bo se jih splačalo zamuditi, zato res predlagam, da se naročite na kanal Kriptomat Slovenija in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil.